se usnočijo, majhna morska vas. Tu na dnu morja prostora je še za vse nas. Govori se, da naša vlada o poplavah ravna tako kot porodničarji. Počaka, da voda odteče in šele potem ukrepa. To je kajpada zlobno natolcevanje. Vsi smo se namreč lahko prepričali, kako se je premier Miro Cerar odpravil na teren še preden je voda odtekla. Drži pa, da se mora zato zahvaliti zares dolgotrajnemu deževju, ki sploh noče ponehati. K reševanju težav je premier Cerar pristopil zelo odločno. Za začetek je s prstom pokazal na krivce, se pravi na svoje predhodnike. Samo žal mi je, ko ugotavljam, kako res leta in leta ni bilo tukaj nič narejenega. V nadaljevanju pa je premier odločno nakazal smeri razvoja socialističnega, hočem reči, nakazal je smeri razvoja urejanja slovenskega vodostaja v sušnih in deževnih obdobjih. Zdaj pa čas, da skupaj zagrabimo, treba bo čistiti vodotoke, narediti določene verjetno infrastrukturne objekte, da bomo preusmerili zadeve. Kdaj bo ta zdaj, je še prezgodaj govoriti. Vsekakor pa to še ne bo letos, je zagotovila Cerarjeva ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Zaradi tega, ker je november. November je, ne? Ne da se delati. November je. Morda ste pomislili, da ministrica govori o tem, kako se novembra ne da delati na terenu, vendar to ne drži. Irena Majcen je v nadaljevanju svojo trditev natančno obrazložila. V novembru se z investicijami v vodotoke ne da pričeti. Zaradi tega, ker je najmanj, kar je treba iti v razpisni postopek. November je očitno res okruten mesec, ko se na ministrstvih pač ne da delati. Obupno slabo novembrsko vreme zaposlenim na ministrstvu ne dovoljuje niti izvedbe razpisa. Še dobro, da za prejemanje plač ni nobenih ovir. Prosim, ne slišim te. Kulturni dosežki. Pa ne že spet. Tokrat na podstrešju ne moremo spregledati izjemnega dosežka poslanca Združene levice Franca Trčka, ki je imel oni dan v parlamentu še enega od svojih uspešnih nastopov. Kar me je pa osebno spravilo na obrate, če se tako izrazim, je bilo, ko sem v Večeru bral predlog podzakonskega akta, koliko naj bi dobili denarja, neke šolnine, kako naj to imenujem, otroci, katerih starši bi zaposleni v policiji ali bili ubiti, ali med delom poginili, ali ratali trajni invalidi. Prav ste slišali. Rekel je, katerih starši bi bili ubiti, ali bi ob delu poginili, ali bili otroci, katerih starši bi zaposleni v policiji ali bili ubiti, ali med delom poginili, ali ratali trajni invalidi. Kako lepo, kako tenkočutno, kako doživeto in kako akademsko. Po tem kratkem kulturnem predahu se vrnimo k našim poplavam. Gladina vode v Malem Ribniku danes ob 7. zjutraj. V plitvini 2 prgišči, na sredini je voda palčku smuku do ušes. Napoved za jutri, stalno upadanje. Kot rečeno, letos vlada ne more narediti nič, ker je zdaj november, ki mu bo sledil veseli december. Kaj pa prihodnje leto? Ministrica Irena Majcen je o tem povedala. Za leto 2015 pa nažalost še o tem ne morem govoriti. Kot smo slišali, ministrica o tem, kako se bo vlada spopadala z velikimi vodami v naslednjem letu, še ni hotela govoriti. Kljub temu pa nam je uspelo izvedeti, da gredo razmišljanja v smeri genetskih sprememb prebivalstva.
Prednost naj bi imele dvoživke. Obvezna pa naj bi bila tudi kvota jezersko-morskih deklic. Spusti se v snočijo, majhna morska vas. Tu na dnu morja prostora je še za vse nas. Blah,